Zelena luč. Zdravo, sem Jan Grilc in v zadnjih tednih sploh zelo pozorno poslušam, kaj imajo politične stranke zapovedati o prometnih problematikah. Volitve so seveda čas, v katerem naj bi se razjasnilo, kakšne načrte imajo različne politične opcije glede razvoja prometa v prihodnosti. Pa to drži? Ali o prometu politiki govorijo dovolj? Glede na to, da je promet tema, ki vpliva na vsakodnevno življenje vsakega izmed nas, bi pričakovali, da bodo politiki naslovili težave prebivalstva. Prav zato bomo ob raziskovalcih v oddaji slišali tudi veliko glasov tistih, ki posledice političnih odločitev občutijo vsak dan na svojih poteh. V Zeleni luči torej lahko slišite ljudi s podeželja, iz oddaljenih in z javnim prometom slabo povezanih krajev, kot tudi tiste, ki se v središču našega največjega mesta vsak dan prebijajo skozi preplet različnih oblik mobilnosti. Imamo zeleno? Gremo! Cilj te oddaje seveda ni, da ugotovimo, katera politična stranka ima najboljši program na področju prometa. Ker je promet tako kompleksen sistem, ne obstaja enoznačen odgovor, kaj je dobro in kaj ne. Zanimalo nas bo predvsem to, koliko energije in razmisleka so stranke namenile prometu in koliko pomena tej temi pripisujejo volivci. Zaradi težav z mobilnostjo je namreč petina prebivalcev živčnih in razdraženih, vsakemu 10. pa jemljejo energijo za delo in učenje. Ja, sem odvisna od javnega potniškega prometa, glede na to, da delam v centru Ljubljane in pač ni dovolj parkirišč. In na ta račun pač upravljamo javni promet, ampak žal so zastoji na cestah in v železnici takšni, da imamo problem v službah zaradi tega. No. Tako, kak je bilo včasih, ni to urejeno več, ne? Včasih smo imeli večje možnosti priti z javnim prometom v te urbane kraje, ne, iz podeželja, ne. Zdaj tega ni druga, koliko še je vlak, pa že tisti so bolj poredko, kak je bilo včasih, ne. Mogoče, da bi bilo več vlakov ali pa da se ne bi čakalo mednarodnih vlakov, ker se jih lahko čaka tudi po pol ure in ne razumem, zakaj se jih pol čaka, zakaj se sam ne gre dalje, če je itak zamuda vlaka pol ure. Zdaj več vlakov ne bom rekla, zaradi tega, ker po mojem niti pri nas v Sloveniji ni možno, zaradi tega, ker je enotirna železnica, ne? Predvsem točnost vlakov, ne? Točnost. Določene lokacije so slabo pokrite in bolje vas oddaljenja, bolje nedostopna in to zna biti kar hud problem, kar se tiče izbire javnega potniškega prometa. Hodim le z avtom, zato ker tu ti moraš iti z avtom, če češ, da prideš do časa tja, ne? Ali pa moraš iti kaj graz naprej, da lahko prideš do cilja, do časa. In soboto in nedeljo sploh ni avtobusa, tako da to hudo pogrešam. Da to vzamemo kot samoumevno. Ne, da ima vlak 10 minut zamude, da je to nekaj normalnega. Ampak vsi potniki smo veseli, če je samo 10 minut, ker se zgodi tudi, da je po 20 minut, da tudi pa 1 uro. In potem spodbuja javni potniški promet, idite vsi v službe z javnim potniškim prometom. Kako? Če niti en dan ne veš, ali boš drugi dan prišel točno ali ne. Na tem področju, mislim, da tole, kar imamo zdaj, je špica. Vsak ima svoje mnenje o slovenskem prometnem sistemu, a kako pomembna tema je promet v predvolilni kampanji? To vprašanje je bila rdeča nit javnomnenjske raziskave, ki sta jo pred začetkom volilne kampanje pripravila Inštitut Mediana in Inštitut za civilizacijo in kulturo, ki ga vodi stari znanec Zelene luči Andrej Brglez. Cilj je bil predvsem preveriti, ali volivci dojemajo promet kot eno izmed pomembnejših predvolilnih tem in kako ocenjujejo angažma političnih strank na prometnem področju. Dobri 2/3 prebivalcev Slovenije menita, da se stranke v volilnih kampanjah mobilnosti posvečajo premalo. Hkrati jih približno polovica ocenjuje, da je bila večina obljub s področja mobilnosti iz kampanje leta 2022 uresničenih le delno ali pa sploh ne. Takole je bistvene izsledke javnomnenjske raziskave povzela ustanoviteljica in direktorica Inštituta Mediana Janja Božič-Marolt. Rezultati raziskave, ki smo jo na Inštitutu Mediana izvedli v januarju, torej so aktualni podatki, pravijo, da kar 7 od 10 ali 70% prebivalstva volilnega meni, da je
mobilnost premalo pokrita v predvolilnem obdobju oziroma da je mobilnost premalo pokrita v strankarskih obljubah. Dejstvo je, da se večina prebivalstva Slovenije še vedno najpogosteje poslužuje osebnega avtomobila, motorja, hoje, peš in tako naprej, ampak pogreša boljšo ureditev javnega potniškega prometa, ne glede na to, za katero vrsto javnega potniškega prometa gre. In kar je tukaj, bom rekla, za poudariti je dejstvo, da volilna baza, se pravi prebivalstvo Slovenije, pričakuje rešitve od države, od vlade, od ministrstev, ki jim hkrati tudi najbolj zaupa, kliče pa tudi po strokovnjakih za mobilnost, da bi skupaj uredili področje kratkoročno in pa dolgoročno. Kako ste opazili v raziskavi, na kakšne načine mobilnost pač vpliva na življenja volivcev, kako močen odnos imajo do nje? Glejte, tukaj raziskava je bila kar obsežna, moram reči, ampak smo vključili tudi vprašanje o tem, kakšen odnos imajo do mobilnosti in kako vpliva na vsakodnevno življenje ljudi. In v bistvu več kot četrtina jih pravi, da jim povzroča dejansko živčnost in nelagodje. In podoben odstotek oziroma celo večji vprašanih pravi, da so zaradi tega manj zmožni za delo in za učenje. Torej, če se v vsakodnevnem življenju srečujete z ljudmi, ki nergajo, ki negodujejo ali nimajo prave volje za življenje, je pri vsakem četrtem oziroma petem lahko tudi posledica, bom rekla, nelagodja, ki ga doživljajo v mobilnosti. Torej, je vprašanj povezanih s tem veliko. Če zdaj pogledamo morda na to, kako volivci gledajo na to, kdo je odgovoren za tako stanje. Stanje očitno ni dobro, če ima toliko ljudi težave s tem, to vemo tudi vsi iz vsakodnevnega življenja, ampak komu pa pripisujejo tisto odgovornost za to stanje? Odgovornost za takšno stanje pripisujejo Ministrstvu za infrastrukturo, vladi, ostalim ministrstvom in ostalim tudi občinam. Se pravi, pripisujejo tem, ki jih danes oziroma jih bomo jutri volili, da to stanje uredijo. In kaj še, ni nepomembno, pričakujejo konkretne obljube strank, ne samo floskule, ki bi zadevale trajnost na splošno, mobilnost na splošno, pač pa konkretne obljube, ki so merljive v času, denarju, pričakujejo tudi transparentnost pri vseh posegih v infrastrukturo, ki jo omogoča mobilnost. Torej, ob koncu morda samo še to, če nekako govorimo o tem, da volivci zahtevajo odgovore od strank in smo že globoko v predvolilnem času, realno, zakaj, kako vi razmišljate o tem, stranke teh odgovorov ne podajo, se morda bojijo negativnih odzivov volivcev? Na to vprašanje žal nimam odgovora, je pa res, da stranke pretežno naslavljajo izzive in pa področja, kot so zdravstvo, gospodarstvo, zdaj smo slišali minimalne plače in tako naprej. Se pravi, tiste, ki so, bom rekla, po mnenju ljudi najpomembnejše, mobilnost se pa porazgubi. Kot je povedala Janja Božič-Marolt, kljub temu, da 70% volivcev mobilnost ocenjuje kot nedovolj obravnavano temo, se je ta v predvolilni kampanji nekako izgubila. Premalo je, lahko bi bilo več, pa bi lahko poskrbeli, da bi bilo še mogoče več, še kakšen avtobus iz teh malih krajev, tako da dole od nas ni čisto nič, mi smo vsi odvisni od svojega prevoza, če češ kam priti. Ne? Pa ne vem, če to glih odločilo, no, ampak bi bila pa sigurna točka, ki bi jo bilo vreden mečkam bolj izpostavljati. Ker to je pač tako kompleksna zadeva, da pravzaprav vse na soočenih ne moreš posvetiti tiste ure v to tematiko, ker bi potem bil še večji kaos. Ne? Ker konkretnih rešitev ni, ker če bi bile konkretne rešitve, bi bile že rešene. Niti enkrat nisem slišal. Pa spremljam ta predvolilna soočenja, ker me ta zadeva zanima, pač politika in to, ampak niti enkrat na nobenem soočenju do zdaj nisem te teme zaznal. No. Mislim, da se, kaj pa bo od tega ratal, to je pa druga stvar.
Slaba polovica prebivalcev ne zaupa, da bodo stranke razvijale mobilnost. Strategija mobilnosti pa ima potencialen vpliv na izbiro stranke pri dobri petini volivcev, je razkrila raziskava javnega mnenja. Kako si torej razlagati te rezultate? Raziskovalec mobilnosti Andrej Brglez, ki je dal pobudo za nastanek javnomnenjske raziskave, je programe političnih strank spremljal in analiziral že pred mnogimi volitvami. Zato, ker nas je pravzaprav zabolelo to, da pri pregledu vsakokratnih volilnih programov vseh strank pred volitvami smo ugotovili, da so vključevali sicer področje mobilnosti, ampak res zelo, zelo površno, površinsko, z nekimi floskulami, z nekimi zelo takimi sporočili, ki niso konkretne. In zdaj smo pa rekli, zdaj pa pravzaprav moramo se drugače obnašati, tudi kot volilci. Ker jaz mislim, da je mobilnost ena od top 3 tem v naši družbi. Verjetno je zdravstvo prvo, ampak kar se mene tiče, je na drugem mestu že lahko mobilnost, zaradi tega, ker zareže v povsem vse pore našega življenja. Od financ, zdravja, stresa, vsega, saj vemo, kaj vse nas v prometu in mobilnosti vsak dan čaka, ne? In zato me je zanimalo, kako je mogoče, da politiki omogočimo, da vsake volitve gre tako z lahkoto mimo in je ne vprašamo konkretnih vprašanj. Glede na to, da delajo za naš glas in za naš denar. Pa še nekaj, ne? Tukaj bi se politika lahko v času volitev zelo jasno razlikovala stranke med seboj. Zaradi tega, ker ni levo, desno, sredina, ni nekih, ne vem, težjih družbenih vprašanj okrog, ne vem, česarkoli že. Tukaj so konkretni dogovori in tukaj bi neka stranka lahko odskočila, če bi imela dobra stališča, ki bi konkretna bila. Sem prepričan, čeprav se v raziskavi pokaže, da ljudje to mogoče ne bi tako izdatno nagradili, ampak jaz ne vem, dajmo poskusiti, da bi nagradila, ne. Meni je nekaj kristalno jasno, da mogoče ne zmagaš volitev z mobilnostnimi vprašanji, ampak sigurno so pa lahko jeziček na tehtnici. Vidite situacijo tudi tako, kot da se morda stranke bojijo naslavljanja mobilnosti, imajo morda občutek, da lahko s tem več glasov izgubijo, kot pridobijo, in ali imajo prav? Ja, jaz absolutno sem prepričan. In dokler jim mi omogočamo, da se tem temam izognajo, in bo seveda lažje. Lažje se je pogovarjati o tem, koliko je spolov ali pa ne vem, o nekih kompleksnih vprašanjih družbe, a ne? In zato porabiti recimo 40 minut televizijskega časa. Medtem, ko če greš na polje mobilnosti, je ključno vprašanje že za državo, ki ima 1,2 milijona avtomobilov, ali boste vi vlagali v razvoj avtoceste ali vlaka. Ne? No, zdaj, če si na strani stranke, ki se poteguje za glasove, je to zelo pomembno vprašanje, a ne? Ampak tukaj jaz mislim, da zato pa greš v politiko, ker slediš nekemu svojemu in seveda strankarskemu utripu, a ne? Ker misliš, da je to dobro za razvoj Slovenije. Tako da jaz bi si res želel, da te volitve niso še ene volitve, ki bojo šle mimo, ko se bomo spraševali teme, ki že zelo dobro smo obdelali že na čisto vseh volitvah, a ne? In absolutno ne bomo nič novega zvedeli o njih, a ne? Samo kako se neka stranka še bolj postavi na neko stališče, a ne? In jim bomo pustili, ker s tem bomo prikrajšani mi kot volilci, a ne? Da grejo mimo za vprašanje, ker že oba midva veva, da se jih bomo čez 2 meseca spraševali pred poletno sezono, zakaj ni nič drugače. Ja, danes jih vprašajmo, a ne? Kaj bojo naredili, da bo drugače? Kaj bodo torej naredili, da bo drugače? Verjamem, da po tednih in mesecih političnih debat ne bo presenečenje, če povemo, da ima vsaka stranka drugačne odgovore na to, kaj bi morali narediti, da bi se v slovenskem prometnem sistemu kaj spremenilo na bolje. Kaj pomeni bolje, je odvisno že od same ideološke pozicije, s katere gledamo na svet. Kaj lahko o tem razberemo iz programov posameznih strank, je zanimalo tudi raziskovalce na okoljevarstveni organizaciji Humanotera. Ti so pred volitvami pregledali programe strank glede okoljskih problematik. Analizirali so 7 področij, eno izmed njih je bil tudi promet. Jonas Sonnenschein, eden izmed avtorjev analize, razlaga, da so stranke pripravile zelo različna gradiva, kjer je področje prometa različno poglobljeno in konkretno obravnavano. Program vsake stranke so ocenili z ocenami od 1 do 5. 1 pomeni škodljive ukrepe, 5 pa ustrezne. Glede na to, kar smo danes že slišali, ni presenečenje, da nobena izmed strank ni dobila ocene 5.
Ja, določene stranke so kar nekaj ukrepov našteli v svojem programu, je pa področje v analizi, ki povprečno dobila najslabšo oceno. Tako da veliko ukrepov gre v napačno smer. Recimo, velikokrat vidimo, da stranke obljubijo obsežne investicije v cestno in tudi letalsko infrastrukturo. Kar nekaj sanj je, da spet dobimo slovenske letalske družbe, to ne samo iz okoljskega vidika, zelo sporno, ker mi damo denar v bistvu za onesnaževanje ozračja, ampak tudi iz ekonomskega vidika sploh ni dober ukrep. Tudi dodajanje pasov na avtocestah, dodatne vpadnice, veliko tega vidimo v programu, sploh pri strankah, kot so NSI, SLS in Fokus, skupna lista, potem demokrati, ampak tudi socialni demokrati, SNS, veliko ukrepov gre v to smer, škodljivo infrastrukturo, da širimo. Še en manjko, zakaj nobena stranka tudi ni dobila petkov tukaj, je, da ne naslavljajo omejitev škodljivih emisij, tako toplogrednih plinov, kot tudi onesnaževanja zraka in hrup. Seveda, zato so potrebni inštrumenti, ki niso zelo popularni, kot so davki, cestnine in tako dalje, ampak tudi mogoče reformo nadomestil za prevoz v službo, ki trenutno spodbuja ljudi, da živijo kar daleč stran od kraja dela. Tako da na drugi strani vidimo pa tudi, da določene stranke imajo močen fokus na širitev javnega potniškega prometa, kar je sicer dobro. Tukaj vidimo listo Levice in Vesne. Tudi Piratska stranka je kar močna na tem področju, ker tudi predlagajo veliko konkretnih ukrepov na področju kolesarjenja. Tako da to so določene plusi. Katere vidike pa nasplošno opažate, so stranke bolj naslavljale in katere manj? Recimo, ali vse stranke govorijo o ukrepih za javni potniški promet, ali vse stranke govorijo o ukrepih za zmanjševanje ogljičnega odtisa prometa? Ste morda opazili področja, ki pa so morda pomanjkljivo opredeljena? Ja, mene je kar presenetilo, da ni veliko na področju onesnaževanja zraka in to je težava, ki imamo v Sloveniji, ne samo v Ljubljani, v več mestih. Tudi pri javnem potniškem prometu izstopata v bistvu dve stranki, SNS, ki hočejo privatizirati železnice in vemo iz tujine, da to je zelo slab ukrep tako za cene kot za dostopnost teh storitev. Resnica v bistvu sploh niti ne omenja JPP-ja, tako da negativno izstopita. Emisije toplogrednih plinov na tem področju res niso v ospredju. Tukaj gre res bolj za več mobilnosti, ki je res problematično. Mi bomo mogli v Sloveniji sploh na srednji rok izboljšati javno prostorsko načrtovanje, da ni več toliko potreb po mobilnosti, da smo bližji delu, da imamo vse javne storitve v bližini. Tukaj vidim pa, da gre razmišljanje bolj v napačno smer. Ali vidite morda, če vzamemo neko tako grobo ideološko ločnico levica, desnica, ali vidite razlike po predlogih, ki jih stranke iz levice in iz desnice predlagajo? Morda lahko potegnete kakšno tako skupno usmeritev morda teh grobo opredeljenih političnih blokov v Sloveniji? Ja, mi nismo samo analizirali program, ampak tudi glasovanje v preteklem mandatu. In tukaj seveda vidimo to ločnico med opoziciji in koaliciji. Zdaj ne bi rekel, da koalicija je bila top, kaj se tiče prometa sploh, ampak smo pa videli, da opozicija, to pomeni v tem primeru SDS in NSI, so bili zelo kako bi rekel, nenapredni, pa destruktivni na tem področju. Pri noveli zakona o javnem potniškem prometu so se vzdržali ali pa glasovali proti, pri noveli zakona o cestninjenju, ki v bistvu končno zdaj uvede više cestnine za tovornjake zaradi hrupa in onesnaževanja zraka, so glasovali proti. Tako da tukaj vidimo to ločnico. Tudi
na odboru za infrastrukturo in okolje so imeli možnost tudi predlagati bolj napredne ukrepe za okolje, za ljudi, ki trpijo zaradi predvsem tranzita tovorniškega prometa, ampak niso tega storili. Tako da vidimo, da res trenutno na desni strani ni to področje, kje bi probali biti bolj progresivni in v tem smislu izboljšati kakovost življenja ljudi. Jonas Sonnenschein iz okoljevarstvene organizacije Umanotera ocenjuje, da prometnih tem ni v predvolilni kampanji, ker resni programi zahtevajo sistemske ukrepe in kompleksne rešitve, kar pa v času populističnih floskul seveda ni dovolj privlačno in ne prinaša poceni kupljenih glasov. Kaj pa glede nujnih ukrepov v prihodnjem mandatu menijo uporabniki sistema? Pogosteje poveže kraje, ki so blizu sicer Ljubljane, pa zelo nedostopni. No. Ja, definitivno bom rekla ta avtocestni križ razširiti, ker mislim, da bo vedno več avtov, ne pa manj, kljub tem ekološkem ozaveščanju, tako da bi v bistvu te ceste mogle biti boljše, razširjene, boljši pretok bi mogel biti, potem mislim, da tudi vozniki bi se mogli boljše in lepše obnašati, ne? Ker tudi mi glih nismo najbolj vzorni, bom rekla, državljani glede tega. Pa izboljšati javni prevoz, ne? Pri vlakih glede točnost, ne? Potem mogoče tudi povezava z Evropo malo boljša. Ne? Poenotiti se, pa v bistvu malo več njihovega časa morajo posvetiti prometu. Ne vem, mogoče bolj pogoste linije, pa mogoče tudi cenovno bolj dostopne. No? Nekatere linije se mi zdijo, recimo sploh v Ljubljano, že je kar cena. No? Tako recimo, če potuješ po nekih drugih evropskih prestolnicah, so recimo cenovno zelo bolj dostopen javni promet. Malo bolj osredotočijo tudi na te kraje izven središča, ne? Ni samo Ljubljana, Maribor, Koper, ampak so tudi periferija, so kraji, kjer bi javni potniški promet zelo prav prišel, ne? Pa je pač ni donosen, ne? Ampak to bi si pa želela, da bi se malo več poudarka dalo tudi na to. Mogoče iz manjših vasi več avtobusov, ker zdaj večina avtobusov je samo med mesti. Mogla bi poskrbeti, da bi bilo to malo bolj organizirano, ne? Pa da bi bilo več tih javnih prevoznih sredstev, da bi lahko jih koristili. Posebno mi upokojenci, ko imamo zastonj, ne? Bi lahko več kačal na avtobus ali pa na vlak. Ne? Glejte, če se bo vsa infrastruktura tudi na železnicah in cestnem prometu izboljšala, bodo tudi zamude manjše, in mi še bomo vedno koristili to. Taka so torej, če lahko rečemo, navodila naslednji vladi, kakršnakoli že bo. Kot smo rekli že uvodoma, cilj te oddaje ni bil, da ugotovimo, katera stranka ima najboljši prometni program. To enostavno ni mogoče, glede tega se mora vsak opredeliti sam. Vseeno pa lahko pri odločanju vzamemo v račun tudi to, kaj smo od politikov glede tako pomembne teme v predvolilni kampanji sploh slišali. So naslovili vaše težave, so ponudili vizijo drugačne prihodnosti, so obrazložili ukrepe, ki nas bodo pripeljali do tja? Odgovori na ta vprašanja volitev letos najbrž ne bodo odločili, lahko pa v nedeljo volivci strankam sporočimo, da od njih pričakujemo veliko bolj konkretno in odločno opredeljeno pot v prometno prihodnost. Še tole, že nekaj časa v zeleni luči nismo objavili kakšne zgodbice iz javnega prometa. Morda je spet čas za eno. Tokrat jo je med snemanjem ankete na Severnem Primorskem Mariši Bizjak zaupal eden izmed domačinov. No, v bistvu ni ravno zgodba, je bolj opis realnosti slovenskega prometa, če živiš v oddaljeni vasi. Vam lepo povem, jaz sem se zadnjič peljal z vlakom še za časa Jugoslavije. Zadnjič sem se pa z avtobusom peljal leta 1994, ko sem hodil vojakom na Vrhniko. In kaj je glavni razlog, da ga ne uporabljate pogosteje? Ker z tiste vasi, kjer jaz živim, to je? Ponikve, je tako, imamo avtobus, ki pelje enkrat na dan otroke, to je zjutraj ob 6:30 in hodi do mosta na Soči 1 uro. Se pravi, da že samo otroci morajo zjutraj vstati 1 uro prej, zato da grejo v šolo, in isti avtobus se potem vrne popoldne. Vse ostalo je na lastnih prevozih. Vlak imamo zopet na mostu na Soči in če hočeš kamorkoli iti z javnim prevozom, se pravi, bi mogel zjutraj, naprimer, da bi šel v Ljubljano,
bi mogel zjutraj vstati, da malo preračunam, ob 6, ob pol 7 gre avtobus s Poniku, zato da je ob pol 8 na most na Soči. Tiskrat bi mogel začeti čakati šele vlak, bi mogel iti na Jesenice, tam se presesti in priti v Ljubljano. To bi bil postopek, mislim, da bi trajal enih 5-6 ur za na eno stran. V Ljubljani bi naredil opravek in bi zopet se zadeva vračal nazaj, bi pa sigurno zamudil tisti avtobus, ki pelje otroke ob pol 2 nazaj iz šole, tako da bi se mogel peš odpraviti 9 km proti domu. Koliko vam pa vzame z avtomobilom? Ista pot. Ja, tako je, mi smo najbolj hendikepirani verjetno v Sloveniji. Jaz hodim od mojega doma po vseh zakonih, če hočem loviti vse, da ne dojamem kakšen radar, pa kazen, 2 uri do Ljubljane. Ampak še vedno v primerjavi s 6 urami? Je zelo hitro. Pa se vam zdi, da je javni potniški promet dovolj izpostavljen kot tema tudi v predvolilni kampanji? Ja, ne vem, nisem slišal kakšne debate okoli javnega prometa. Kaj pa bi morala vlada, katerakoli pa že bo, storiti kot prvo v prihodnjem mandatu? No. Vi ste Šentviške Planote? Ja, jaz sem Šentviške Planote, sicer pa poznam širše območje Tolminske in najbolj mi je pa banalen, bi rekel, ljudje, ki živijo naprimer Grok pod Mangartom ali Strmec, praktično so prisiljeni se peljati čez 2 državi, da pridejo v Ljubljano, se pravi najprej morajo prečkati mejo z Italijo, nato še se peljejo čez Avstrijo, da lahko pridejo po hitrejši poti v Ljubljano. Naj bo tale zgodba opomin, da slovenski javni promet vsekakor potrebuje pozornost politike, ker drugače nekateri ostanejo zadaj. Tako, skozi še eno zeleno luč smo se zapeljali, tokrat z volilnim lističem v žepu. Jan Grilc bom, preden bom oddal svoj glas, dobro razmislil o tem, kaj oziroma kako malo smo lahko od politikov slišali o urejanju prometa. Vsekakor upam, da to ni znak, da bo prometna politika v prihodnjih 4 letih stala na mestu. In upam tudi, da nas ne bodo še enkrat peljali čez vodo tam, kjer mosta sploh še ni načrtovanega. Za danes pa zahvala velja vsem, ki so prispevali svoja mnenja za oddajo, in Mariši Bizjak, Matiji Mastnaku in Lauri Barber za to, da so jih po mnenjih vprašali. Vaših pogledov pa bom vesel na jan.grilc@rtvslo.si. Želim vam le še čim več zelenih luči na vaših križiščih. Pozdrav! Zelena luč. Podcast o mobilnosti 21. stoletja.